Maureen Galindo je demokratka iz Teksasa, ki je pozvala k kastraciji in zaporu, citiram, milijarderskih cionistov, ter je širila svoje antisemitske zarodniške teorije skozi svojo kampanjo. V torek je izgubila na predizborih, vendar je prejela skoraj 41% glasov. Galindo je izgubila proti Johnnyju Garcii, vendar je še vedno prejela več kot 5700 glasov na demokratskih predizborih v drugem krogu za 35. kongresno okrožje v Teksasu. Galindo je bila deležna številnih obsodb strani več poslancev iz lastne stranke. Zdaj se nam pridružuje Mark Schulman, avtor Tel Aviv Diaryja in kolumnist pri Newsweeku. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Galindo je zdaj Jude označila za častilce Satana. Rekla je, da Judje nadzorujejo medije in trdila, da Izraelci poskušajo izvesti genocid v Ameriki. Kljub temu vztraja, da ni antisemitska, ampak samo anticionistična. Kaj to pove o normalizaciji takšne sovražne retorike, da lahko to preprosto počne? To lahko preprosto narediš. Tako je. To je postalo normalno. Popolnoma je postalo normalno. In ideja, da lahko rečeš Izrael, na to pa govoriš o tem, da Judje podpirajo Izrael in nenadoma bi morali Judje, ki podpirajo Izrael, iti v koncentracijska taborišča in vse, kar je povezano s tem. In da je na kakršenkoli način normalno, da je 41% ljudi v njenem okrožju glasovalo zanjo. Da je dobila en sam glas poleg glasu svojega moža ali karkoli že, je preprosto težko verjeti, kaj ne? Tega ne bi verjel, če bi mi to povedal pred 5 leti, 10 leti ali kadarkoli po koncu holokausta oziroma odkar so Američani odkrili, da je bil v Evropi holokaust. Če bi mi rekel, da bi 41% ljudi v kongresnem okrožju glasovalo za kandidatko, ki je pozivala k zbiranju Judov in njihovemu zapiranju v koncentracijska taborišča ter druge grozljive stvari, bi ti rekel, da si nor. Ampak tukaj smo zdaj, prišli smo do nemogoče točke. In dejstvo, da je tako, me iskreno povedano strši. Veš, ja, bila je obsojena, ampak v redu, 41% ljudi je glasovalo zanjo. Prav, vsem pa ti želim nekaj vprašati. Mislim, po eni strani vidimo to normalizacijo. Dobila je teh 41% glasov, kar je šokantno. Po drugi strani pa je več vidnih osebnosti znotraj demokratske stranke stopilo v javnost in jo obsodilo. Mislim, ali je to oseba, o kateri bomo še več slišali? Lahko pričakujemo, da bomo o njej še več slišali? Oni so jo obsodili. Mislim, to je resnično nezaslišano. Mislim, to naredi vse, kar so tako imenovani liberalci v kongresu ali kakorkoli želite imenovati, progresivci v kongresu, rekli o Izraelu in Judih videti prijazno. Mislim, to je bilo onkraj vsega sprejemljivega, česarkoli, kar si lahko sploh predstavljate. Torej, bila je obsojena, sem slišal kakšne pozive, da bi jo odvzeli članstvo v demokratski stranki. Ali je bilo narejeno kaj bistvenega? Mislim, to nekaj pove, milo rečeno. In seveda na obeh straneh tega političnega spektra prihaja do normalizacije. To je najbolj strašljiv del tega. Ni samo v demokratski stranki. V redu, kandidirala je kot demokratka, ampak zlahka bi si predstavljal nekoga na skrajni desnici, ki bi rekel skoraj iste stvari. Kako daleč sta, veš, ona in Frantes? Ali je sploh kakšna razlika med njima? In med njo in Townsonom? No, Mark, želim te vprašati glede tega, kar si rekel. Obstajajo poročila, da je prejemala sredstva od Superpeka povezanega z republikanci. Ali vemo kaj več o tem? O tem so bila le poročila, ne vem, ali je to res. Očitno bi bil to odličen način, da povzročiš težave v demokratski stranki in ji zagotoviš podporo. Zato ne bi izključil umazanih trikov. Veš, to je stara stvar, umazani triki v kampanjah in nasprotniki podpirajo nekoga, ki bi razdrl stranko. Torej je to vsekakor mogoče. Ampak glej, mislim, da smo prišli do točke, ki je ne moremo več ignorirati. Nisem eden tistih ljudi, ki pravijo, da smo v 30 letih in da so oni taki. Tega nikoli nisem govoril. Ampak dejstvo, da lahko nekdo to dejansko reče, ko kandidira za kongres, mislim, to ni bil nekdo, ki bi kandidiral za šolski odbor na vsezadnje. Kandidiral je kot kandidat za kongres, ona je v prvem krogu dejansko dobila največ glasov, vendar ni imela absolutne večine, zato je bil drugi krog. V drugem krogu je izgubila. Ampak da je prišla tako daleč, da jo jemljajo resno,
Mislim, da moramo res reči, da je to zelo resen trenutek za ameriško judovstvo. In iskreno povedano, nisem prepričan, kaj naj glede tega storimo. Ti in jaz sva tukaj, to malo lajša situacijo, ampak je zelo presenetljivo, milo rečeno. Prav, Mark Schulman, najlepša hvala.